Koraki do uspeha na Radiu Robin. Dober dan, vošči Martina Arčon. Kaj je ključno za uspeh in kaj sploh je uspeh? Ja, tudi na to temo se bomo danes pogovarjali z gostom v studiu Radia Robin. Pozdravljam Filipa Peska. Dober dan. Dober dan. Vajenega kamer in mikrofonov, ampak verjetno je vsakič posebno vznemirjenje, preden spregovorite in nagovorite morda tudi svoje potencialne stranke. Mogoče bomo videli. Meni je danes glavno, da se imava midva dobro, da odgovoriva na tista ključna vprašanja in komaj čakam, da začnemo. Seveda, verjamem, da vas poslušalke in poslušalci Radia Robin dobro poznajo, pa vendar ste najbolj prodajen avtor, podjetnik, lastnik marketinške agencije. Zagotovo imate še kaj sami dodati, kaj ne? Ja, fajn bi bilo povedati, da sem tudi oče, da sem tudi mož in prijatelj in vse ostalo, ampak ja, nekaj sem do sedaj v tem svojem življenju naredil, mislim pa, da se da še veliko narediti in da v bistvu vsak človek, vsak podjetnik, ki to posluša, si pravzaprav svojo lastno mejo postavlja sam. Tako da verjamem, da sem šele nekje na začetku. Ste mladi, ste ambiciozni, znanje ste nabirali v tujini, nabirate ga doma nenehno in v svojih webinarjih, pa tudi sicer na predavanjih velikokrat izpostavite, kako ključno je osvajati nova in nova znanja. Pa morda jih bodo osvojili tudi tisti, ki bodo danes z nami, poslušalke, poslušalci? Ja, srčno upam, vedno, če so postavljena prava vprašanja, lahko potem postrežem s pravimi odgovori, tako da verjamem, da bo danes za poslušalce tole zelo zanimivo, še posebej, če ali začenjajo s podjetništvom, ali so dejansko podjetniki, ali pa so nasploh karierno in življenjsko ambiciozni. Tudi sami ste postavili veliko vprašanj uglednim, bom rekla, podjetnikom, pa tudi sicer sem tistim, ki se ukvarjajo z marketingom. Ste se od vseh teh vaših gostov tudi sami veliko naučili? Na kaj ste bili pozorni? Ja, zelo dobro vprašanje. Načeloma sem intervjuval res kar nekaj ljudi, pa ne samo, jaz ne bi rekel, ne samo podjetnikov, ker sem intervjuval tudi mnoge priznane slovenske športnike, nosilce olimpijskih medalj in tako dalje. In v bistvu vse te ljudi seveda povezujejo neke skupne točke. Vsak ima seveda neke svoje taktike, strategije, neke koncepte, ki jih upošteva, ampak vsem je nekako skupno to, da si vsi seveda želijo uspeha, da imajo vsi neke visoke vizije in predvsem, da so za ta uspeh pripravljeni se marsičemu odreči in dejansko trdo delati. Velikokrat se danes recimo v svetu, na spletu pojavlja neka ideja o hitrem zaslužku, o hitrih priložnostih, kako je nekje trava na sosednji strani bolj zelena, ampak dejstvo je, da vsaj nekaj let, vsaj v tisti zagonski fazi podjetja je dejansko treba investirati veliko časa, veliko energije, veliko stvari gre pogosto narobe, tako da neka ta iluzija, da se da uspeti pač kar tako. Mogoče se da, ampak bo ta uspeh verjetno kratkotrajan. O uspehu govorite, Koraki do uspeha je naslovljena naša oddaja. Kaj pa je za vas, Filip Pesek, uspeh? Odlično vprašanje. Zopet, moja ideja je, da uspeh je zame nekaj čisto drugega kot za nekoga drugega. Torej, tisto, kar si jaz zase postavim, je v tem primeru to, da lahko res rečem, da imam dober life. Kar pomeni, da ne govorimo samo o tem, da sem uspešen v poslu, ampak da govorimo tudi o tem, da sem uspešen v poslu in istočasno fit. In da imam istočasno odlične odnose doma, v družini, da imam nekaj časa za svoje socialno življenje, da imam čas za potovanje. Torej, zame je uspeh dejansko usporedni uspeh na več področjih hkrati, ker če si uspešen samo nekje, pa povsod drugi neuspešen, slej ka prej se ne bo nekako dobro končalo. Kako se polnite za to, da ste lahko uspešni na vseh teh področjih? Ja, to pa je mogoče ena taka malo daljša skrivnost. Eno je cartanje verjetno s svojim otrokom, ne? Majčkanje, radoživ, verjetno zahteva terja veliko časa, ampak po drugi strani vam daje tudi veliko energije. Ja, res je. Kaj še? Ne vem, načeloma jaz imam neko mantro, po kateri živim, in sicer to je ta, da ne glede na to, kako se to na prvo žogo sliši sebično, jaz dajem veliko fokusa na to, da postavim sebe na prvo mesto. To sicer ne zveni zdaj v redu, če samo to vzavo izrežemo, ampak če jaz ne bom poskrbel zase, če jaz ne bom zdrav, če jaz ne bom zadovoljen sam s sabo, kakšen bom potem do svojega otroka?
verjetno siten, zmatran, ne bom se mogel z njimi igrati, zato je zelo pomembno, da jaz primarno večino časa poskušam poskrbeti za svoj flow, ker če poskrbim za nek svoj flow, svoje počutje, bom lahko tudi zelo pozitivno vplival na vse ljudi, ki so mi blizu, na moje podjetje, na moje zaposlene itd. Zakaj naj bi si sploh nekdo, Filip, omislil marketinško agencijo? Odlično vprašanje. Načeloma jaz za večino podjetij vedno rečem, če imate znanje, če imate čas, če imate potrpljenje za vse HR preglavice, potem postavite interno lastno marketinško ekipo. Problem nastane, ker večina podjetij nima ne časa, ne energije in ne znanja, da bi to marketinško ekipo vodila. In v tem primeru, če danes kot podjetje želiš biti viden, če želiš biti prepoznaven, če želiš po domače rečeno veliko prodati, moraš biti viden. In če tega neko podjetje ni sposobno narediti interno, se mi zdi dobra ideja, da nekoga prosi za pomoč. Se pravi, tisti, ko pride k vam, pride z idejo, ne vem, rad bi povečal svojo prodajo, rad bi dosegel tak in tak rezultat, se usedeta, se spoznata, seveda s svojimi ljudmi, kar nekaj vas je v tej agenciji, in naredite načrt. Koliko vam mora stranka za začetek zaupati? Koliko denarja nam mora zaupati? Ne, finance bova pustila ob strani. Okay. Torej, dejansko naš način, torej lastnega marketinga, kako je sama marketinška agencija, dajmo temu reči, zgrajena, je, da imamo tukaj nek personal brand, ime mu je Filip Pesek, danes se pogovarjate z njim, in ta Filip Pesek se potem pojavlja. Pojavlja se na Radiu Robin, pojavlja se marsikje druge, na Facebooku, na Googlu, na YouTubu, in ljudje, ki jim je podjetništvo blizu, ponavadi, ko imajo neko težavo ali pa ko enostavno pač brezciljno brskajo po socialnih omrežjih, se jim pojavi ta Filip Pesek. Veliko ljudem ni všeč. Tudi nam se je pojavil. Ja, tudi vam, odlično. In veliko ljudem enostavno ni všeč in tisti ljudje grejo naprej. Tisti, ki jim pa mogoče neka vsebina, o kateri takrat govorim, nekaj, kar pač razlagam, tiste, ki pa to pritegne, si pa rečem, tole pa je bilo zanimivo, tole pa je bilo uporabno. In potem se mogoče ta cikel ponovi še parkrat, pa vidijo Filipa Peska na točki A, B, C, D, E in potem na neki točki rečem, zdaj sem pa jaz od tega Filipa Peska že 100-krat slišal, da je marketing pomemben in da je on, dajmo temu reči, neka rešitev, ki mi lahko našemu podjetju pomaga za marketing, in ponavadi je potem tako, da oseba nas dejansko kontaktira ali prek naše spletne strani ali prek, ne vem, telefona, e-maila in napiše, hej, ne vem, imam tako pa tako podjetje, ali mi lahko pomagate. Potem ponavadi sledi nek kratek spoznavni telefonski klic in če se takrat nekako zgodi kemija. Zgodi kemija, tako, se potem pogovarjamo naprej, razmišljamo o opcijah itd. Ste že kakšno stranko zavrnili? Ja, absolutno. Se stalno dogaja. Mislim, smo razvili v sami marketinški agenciji veliko storitev, zato ker je naša dejansko misija, da pomagamo čim večjemu številu podjetnikov. Zavejamo se, da je Slovenija še vseeno nekako mala, da smo postavili, dajmo temu reči, precej uspešno ta Filip Pesek brand, da ga veliko ljudi spremlja in jaz se res trudim večino časa v teh svojih brezplačnih vsebinah in v svojem In teh je res veliko, in teh je res veliko, pač nekako nagovarjati velik spekter ljudi. To pomeni, da povem, da je kakšen začetniški nasvet, povem, da je kakšen nasvet seveda za resna večja podjetja, ampak ko pa dejansko pride do samega sodelovanja z nami, mi še vseeno delamo za zelo malo podjetij, mi delamo za 10 podjetji na neki mesečni bazi, kar pomeni, da povpraševanje je res ogromno, kar pomeni, da večino ljudi zavrnemo, smo pa seveda na srečo razvili določene storitve in priložnosti, kjer lahko tudi tistim, s katerimi mogoče ne moramo glih delati na mesečni ravni, kako jim lahko v bistvu še vseeno nekako pomagamo v manjšem obsegu, tako da opcije je dejansko veliko. Se pravi, ponujate, kot sem brala, panožno ekskluzivo. Ja. To tudi nekaj šteje, kaj ne? Ja, mislim, panožne ekskluzive načeloma ne bi ponujali, če bi bila zadeva na kakšnem drugem trgu, ampak v Sloveniji, če govorimo o nekem, ne vem, recimo milijonskem podjetju, s takimi ponavadi večino časa delamo, če neko podjetje potem je milijonsko, torej ima že nek brand enostavno zgrajen, so prepoznani. Ja, če mi potem začnemo delati marketing za njih, pa še za njihovega največjega konkurenta, se bodo ta marketinška sporočila enostavno med sabo tepla. Zato, razen v redkih primerih, res delamo dejansko panožno ekskluzivno. In ja, to nekaj šteje, kot ste rekli. Poglejte, dejansko je veliko podjetnikov, ki imajo res dober proizvod, produkt, storitev, ampak jo ne znajo prodati. Oziroma, kaj ti pomaga, če si dober, če si kvaliteten in tega ne vidi svet. Se pravi, tu nastopite vi.
Tako. A je še vedno velika večina takih, ki se premalo zavedajo pomena marketinga? Ja, večina, bi jaz rekel, še posebej, ko se podjetja začenjajo, oziroma ko je nekdo v tej start-up fazi, ponavadi razmišlja, ok, bom jaz rešil največji možen problem na svetu, ali pa sem strasten glede tega, kot ste sami rekli, če nekdo pač ne sliši o tem, potem verjetno tega ne bo kupil. In jaz velikokrat rečem, ponavadi najboljše knjige niso najbolje prodajane. Ponavadi, ne vem, najboljši nek patent ni najbolje prodajan. Najbolje prodajane, tudi če boste zdaj pomislili, vsi, ki mogoče poslušate, katera prehranske veriga v Sloveniji je najbolj obiskana ali pa katere pijače v Sloveniji se največ konzumirajo, se je pametno vprašati, a so to res najbolj kvalitetne prehranske verige ali pijače. Niso. So pa najbolje oglaševane, najbolje zbrandirane in zato jih največ ljudi kupi. Tako da ja, moje mnenje dejansko je, da veliko ljudi se premalo zaveda pomembnosti marketinga in če želiš nekje prijeti od tiste nule do svojega prvega milijona, marketing in prodaja sta tiste ključne dve stvari, ki jih dejansko rabiš. A to velja tudi za knjigo Pisma za Leona? Pisma za Leona, odlično, provokativno vprašanje. Ideja zadaj za knjigo Pisma za Leona je bila absolutno, da jo mi marketinško zelo močno podpremo. Je pa dejstvo, da se je veliko te knjige prodalo po priporočilu, kar mi vseeno daje vedeti, da je knjiga verjetno zelo dobra, tudi na podlagi mnenj, ki smo jo v knjigi dobili. Smo dobili res zelo dobra mnenja, ki mislim, da jih lahko nekje na naši spletni strani preberete. Tako da knjiga je in dobra, po mojem, seveda zelo... Avtor je Filip Pesek, mimogrede, za tiste, ki ne veste. Knjiga je v redu, imela je pa seveda tudi zelo dober marketing. Katere znanja so vam pomagala, da ste pravzaprav iz nič ustanovili agencijo, o kateri danes govorijo? Ja, jaz mislim, da se osnova marketinga dejansko začne pri prodaji. In tudi pri meni je bilo nekako podobno, ker prodaja je pravzaprav 1:1 komunikacija, medtem ko je marketing komunikacija 1:100, dajmo temu reči, oziroma jaz množici. In jaz sem v bistvu delal, preden sem začel dejansko se z marketingom aktivno ukvarjati, v prodaji. Torej, direktni prodaji. Ste trkali na vrata. Tudi to sem počel, trkal na vrata in tam se res veliko naučiš o ljudeh, kakšno vprašanje postaviti, v kakšnem zaporedju, kako se postaviti, kako se prezentirati. In potem, ko so dejansko te stvari šle v pravo smer, sem seveda potem rekel, ok, sicer trkanje po celi Sloveniji od vrat do vrat je super, ampak se človek zmatra, je dež, je sneg, ne bi bilo mogoče lepše, če bi jaz to delal doma za računalnikom, tako ali pa drugače. In potem je bila osnova za naš brand dejansko ta, da zaradi teh prodajnih znanj, ker sem res dobre rezultate postavljal, so me mnoga podjetja vprašala, kako ti to uspe. So se začela Filipova predavanja. Potem pa je bilo treba začeti ta predavanja o prodaji tržiti, za kar sem rabo marketing in potem sem se dejansko s pomočjo lastnega kapitala, lastnih napak marsikaj priučil, potem so že nekako postopoma prišli neki prvi naročniki iz raznih branž in tako potem s pomočjo nekega testiranja, učenj in vsega ostalega človek pride do neke zmagovalne kombinacije. Znanje, delavnost, upoštevanje verjetno nasvetov tistih boljših, to je treba priznati, to je tista zmagovita kombinacija, pa vendar ste imeli tudi sami kar nekaj polen pod nogami. Kako ste si naredili trdo kožo? Vsi vendarle niso vedno verjeli v Filipa Peska. Ja, to je res. Najbolj pomembno pa je, da sicer še zdaj ne vem zakaj, mogoče bi mogel obiskati kakšnega psihologa, oziroma psihoterapeuta, ampak bistvo je, da sem jaz verjel vase. In dokler torej podjetnik verjame v svojo podjetniško idejo, je vse ok. Pač glavni problem v podjetništvu, še posebej nekje na začetku, je ta, da ok, imam idejo za podjetje, recimo, da se moraš iti pogovarjati k bankam za, ne vem, recimo kredit, posojilo. In greš k prvi banki, vas navdušeni, prezentiraš idejo, ti rečejo ne. Greš k drugi, ti rečejo ne, greš k tretji, ti rečejo ne. In umetnost res podjetništva pa te trde kože je, da tudi ko greš k 4. banki ali pa k 20. banki, da ohraniš neko isto vero vase, isti nivo entuzijazma, ker mogoče pa glih 20. banka ali pa 20. stranka, tista, ki bo pač ti omogoča nek preboj, ki ga že dlje časa iščeš. Tako da jaz iskreno mislim, da je moja trda koža izvira nekaj iz košarkarskih časov, ker sem pač bil športnik. Polprofesionalni. In dejansko tam posebej jaz, ker sem mogoče vsem spet nisem toliko mlad, sem nekako igral košarko v času tistih malo bolj glasnih trenerjev, ki pač se derejo na te zmerjajo včasih in potem se naučiš v bistvu tam
živeti s tem pritiskom, živeti z vsemi temi nevšečnostmi in dejansko iz tam mogoče izvira verjetno moja trda koža. Verjetno tudi iz vzgoje same, kako trdo roko je imela, bom rekla, mama Rosvita Pesek, ne moreva mimo nje. Ne moreva, ne, seveda, ona je vendarle mama, me je rodila, me je seveda tudi vzgajala. Njena roka, ne bi rekel, da je bila blazno trda, tudi drugač, mislim, tudi očetova roka ni bila zdaj ne vem kako trda, je sicer bil on mogoče malo bolj avtoritativen. Sta verjela vate? Jaz mislim, da sta, istočasno tudi verjamem, da ja, mislim, sta verjela vame, sta me imela rada, tako da imata veliko zaslug za ta moj uspeh. In ja, sem jim v bistvu zelo, zelo, zelo hvaležen. Lepo je to slišati, najbolj dragocen nasvet pa vendar od mame? To pa bi zdaj spasala kakšna glasbena vmes. Pauza. Ampak jaz bi rekel, da je mama me naučila, ne vem, če je bil glih na svet, ampak mama ima neizmerno sposobnost, ki jo ravno kar jaz nekako prikazujem, in to je, da si sposoben začeti nek stavek, nimaš pojma, kam bo ta stavek šel, ampak nekako pride na smiselno mesto. In to me je dejansko naučila, ker sem jo seveda spremljal komunicirati, govoriti, nastopati in se res znajde pred kamero, in mislim, da sem to nekako vsaj delno pobral v svoje življenje. Ti nikoli ni predstavljalo težav, v narekovajih prodajati se tudi prek socialnih omrežij? Ne, sicer ne bi rekel, da je to povezano direktno z ljubeznijo do kamere, ker sam, ko danes gledam recimo svoje prve videoposnetke, ali pa tudi mogoče, če kdo če kdo ki posluša, si reče, joj, pa jaz res nisem za pred kamero, verjamte, noben ni za pred kamero na začetku. Vsi na začetku smo katastrofalni pred kamero, ampak če to delaš, če vztrajaš, če verjameš, če ponavljaš, če se izboljšuješ, si pa vedno boljši. Ampak kako nujno je, da se postaviš pred kamero, izpostaviš, poveš, pokažeš pri konkretno prodaji, marketingu? Torej, jaz se vedno probam izogibati besede vedno. Ne bom rekel, da to velja za vsa podjetja, da mora povsod biti, ne vem, direktor, da se mora blazno izpostavljati, ampak bi pa rekel, če pogledamo par primerov, torej Tesla, se vsi spomnimo na Elona Muska. Zakaj? Zato, ker on se izpostavlja, govori, ali to pomaga dejansko celotni firmi? Absolutno. Torej, s tem se nekako gradi zaupanje, nekako ljudje začutijo, da torej brand ni samo logo, ampak da je tukaj zadaj neka oseba s prepričanji, z mnenji. In jaz dejansko mislim, da več kot 90% ljudem, ki imajo podjetje in danes to poslušajo, bi jim pomagalo, da se osebno izpostavljajo. Zdaj, a se bodo ali ne vem, so tudi seveda drugi načini, kako se da dejansko uspešen marketing narediti, tudi če se nekdo noče izpostavljati, ampak vedno je bolje, če se, vsaj po mojem mnenju. Izpostavljati se, pri tem sva ostala, je pravzaprav, uporabila bom besedo nujno zlo. Hočeš, nočeš, je to en korak do vidnosti, bodi si prek spletne strani, socialnih omrežij, pa tudi ostalih, bom rekla, komunikacijskih kanalov. Nam to danes povzroča težave na splošno ali se hitro sprijaznimo s tem? Jaz mislim, da seveda so tukaj ekstremi v eno in drugo smer. In jaz mislim, da dajmo temu reči, neko kontinuiteto oziroma pogostostjo se vsak s tem slej prej sprijazni. Težava je, recimo, če nekaj delaš enkrat na 2 meseca, ker potem nisi v ritmu, nisi v flowu. Če pa to delaš vsak dan, se pa seveda dosti hitreje navadiš. Morda en tak praktičen nasvet, ne vem, Facebook objav, kako naj vemo, kaj pije vodo, kaj je dobro, kaj ne. Verjetno je tudi to eden osnovnih nasvetov, ki ga poskušate dati strankam. Ja, je. In žal, sicer vem, da v tem momentu bom zvenel kot en pravnik, malo je odvisno od tega, kdo so vaši ciljni kupci. Če so vaši ciljni kupci lastniki psov, bo to malenkost drugače, kot če so vaši ciljni kupci mlade mamice. Torej, nekje bodo delovali določeni pristopi, nekje nekateri. Ampak najboljši nasvet je vedno ta. Če ne veš, kaj pri tvojem občinstvu pali, po domače rečeno pali, in če si nekje bolj na začetku svoje podjetniške poti, naredi 4 različne objave. Enkrat naredi, karikiram, selfie objavo, enkrat snemaj svoj produkt, storitev ali izdelek, enkrat se snemaj iz helikopterja, enkrat pa skače pred kamero. In potem bo spremljal, katera od teh objav je imela največji doseg, katera je mogoče v času objave
ne vem, v tvoji spletni trgovini ali pa na spletni strani pridobila največ povpraševanj ali pa prodala največ izdelkov. Po možnosti ob isti uri vse 4 objave? Ja, tako, mislim, pa seveda, če se pol da vse 4 na deževen dan, pa mislim, torej, vedno, ko se neke stvari... Se pravi, testiranje je ključno. Testiranje je ključno, drži. Testiranje je ključno tudi potem, ko izbiramo ekipo, ki bo delala z nami. Kdo je lahko vaš sodelavec v ožji ekipi? Imate posebne zahteve? Ja, bi rekel, mislim, mi imamo to srečo, da se nekje na mesec, mislim, da smo eno izmed tistih podjetij, ki ima dosti več prijav na delovna mesta, kot pa imamo po domače rečeno delovnih mest. Zato si lahko... Zaenkrat. Zato si Se boste širili, hočem reči, ne s tem. Absolutno. Je ta želja, ja. Seveda, absolutno. Torej, zdaj mislim, da nas je cca 18 v celi ekipi in seveda, če mi želimo pomagati čim večjemu številu strank, bomo rabili dejansko več zaposlenih, več ljudi, s katerimi lahko delamo. In ja, nek proces je dejansko ta, da smo eni izmed redkih, ki imamo na spletni strani napisano, če pač želite oddati prijavo, pošljite sicer svoj CV, zraven pa posnamite 60-sekundni video. Lepo. Ja, in potem seveda nas marsikdo zaradi tega sovraži, joj, kaj si pa tem mislijo, da so, pa bla bla bla, ampak se pravi, če imamo mi preveč prijav, pa premalo delovnih mest, potem dajmo reči, da lahko neke pogoje postavljamo. Torej, oseba mora iti najprej iz svoje cone udobja, ker nihče, ki pošlje k nam prijavo, ni načeloma ne dela pred kamero vsak dan, kar je logično, torej pošljajo tisti video. Mi potem na podlagi tistega videa pa CV-ja nekako cenimo, bi to lahko bilo nekaj za nas. Če je odgovor vsaj približno da, to osebo pokličemo, eventualno povabimo na uvodni razgovor in potem jih pač peljemo čez dejanski naš celoten proces. Ampak kar sem dejansko zdaj v nekih zadnjih letih podjetništva ugotovil, je, da ključna stvar pri novem zaposlenem je, ali se vajne vrednote in vizije ujemajo. Ker če so vrednote našega podjetja transparentnost, uporabljam angleško besedo, ownership, če je v bistvu in vse te ostale, torej, če so nam pomembni rezultati, če nam je pomemben nek excellence, če so nam vse te stvari pomembne in če kandidatu niso, potem je bolje, da kandidat dejansko ne pride k nam delati. Zakaj naj bi nekdo potrkal na vaša vrata? Oziroma, rekla bom tako še prej, kot stranka govorim, ki želi vaše podpore. Kaj lahko preden pride k vam, naredi sam, bom rekla, tisto osnovno znanje, na kakšen način ga lahko pridobi? Ja, torej, danes živimo v informacijski dobi, kar je istočasno plus in kar je istočasno tudi minus. Ker plus tega je, da tehnično gledano lahko na YouTubu najdeš veliko informacij. Se pravi, je problem ločiti zrno od plev? Tako, ločiti zrno od plevela, potem drugi problem, ki ga imamo, je, da večina nasvetov je v angleščini in so aplikativni na večjih trgih, kot so Anglija, Amerika itd. Če pa potem včasih probaš kakšno stvar, ki si jo videl ali pa slišal v Ameriki, prenesti v Slovenijo, pa pač naleti na, dajmo temu reči, neplodna tla. Zato, ja, je treba vedeti, od koga črpamo te nasvete, ampak ja, danes je dejansko vse na internetu, oziroma imate na internetu neka mesta, kjer lahko kupite spletne tečaje, se določene stvari naučite, ampak osnova, no, v svetu tega digitalnega marketinga, pač, če ne veste, kje začeti, začnite nekaj objavljati, odprite svoj Instagram, Facebook, tam začnite. Če imate potem malo več poguma in znanja, začnite oglaševati na teh kanalih, imejte nekako vsaj osnovno urejeno spletno stran, neke pristajalne strani, kjer boste ali zbirali povpraševanja ali če imate pač produkte na kupe. Imate različne prodajne programe, na ključ, skratka 1 na 1 milijon, ampak tudi brezplačne nasvete. In če želimo mi brezplačen nasvet od Filipa Peska, kako to gre? Lahko? Do kakšne mere? Danes pravijo, ni nič več zastonj, ne? Nič več. Res je. Mislim, kar se tiče mene osebno in tega, kar jaz govorim in razlagam, torej tisto, kar je naše brezplačno, damo na naš YouTube kanal, damo na naše podcaste itd. Torej, tam lahko ljudje temu prisluhnejo in dejansko smo pred kratkim, ker pač imamo kar nekaj povpraševanj kot podjetje, smo rekli, da je najboljši tudi način za nas, da nekoga spoznamo, smo dejansko omogočili neko možnost 30-minutnega brezplačnega strateškega posveta, kar pomeni, da če nekdo ima biznis, miga, ima neke cilje, ima neke ambicije, gre na našo spletno stran, tam nekje najde obrazec za brezplačni posvet, se prijavi, če zdaj odgovori
ali njegov biznis niso totalno bizarni, potem ponavadi to osebo pokličemo in se dejansko v pol ure spoznamo in absolutno že v te pol ure, ko se spoznavamo, sigurno pade kakšna dobra ideja, kakšen nasvet. Tako da do tja recimo gre neka naša brezplačnost, potem pa seveda odvisno seveda od tega, ali pašemo skupaj ali ne, razmišljamo naprej o nekih. Skratka, več faktorjev odigra vlogo, kako sodelovati, če še naprej. Marketinška agencija pred glasbo, samo tole vprašanje, če bi še enkrat bili na nulti točki, če bi se še enkrat začeli spogledovati s podjetništvom in delati prve korake, bi najeli marketinško agencijo? Ne, absolutno ne. Na začetku je ne bi, ker ne bo prinesla, ker bo računala preveč, vi boste pa prodali premalo, ampak ne zaradi njih, ampak zato, ker če ste vi na začetku, sploh nimate še validiranega produkta, ne veste, kdo od vas kupuje, nimate urejenih prodajnih procesov. Torej, po domače rečeno, če je vaš biznis vedro, prvič tega vedra niti še v osnovi nimate zgrajenega, pa tudi del, ki ga imate zgrajenega, ima milijon lukenj. In kar bi se zgodil, marketinška agencija bi ustvarila zelo velik demand, povpraševanje, potencialne kupce, povpraševanja itd. In vi, ker imate nedodelane produkte, nedodelane procese, bi bil v bistvu z tega samo kaos. Se pravi, kdaj vas poklicati? Kdaj? Jaz mislim, spet odvisno od primera do primera, no, ampak ponavadi za dejansko sodelovanje z marketinško agencijo, jaz vedno rečem, da je fajn, da podjetje že dela vsaj 200,000 evrov letnih prihodkov. Je ponavadi neka taka prva pametna meja, s tem, da če pa nekdo mogoče že prej rabi neko pomoč, pa ni nič narobe s tem, da mogoče najame, da po domače temu rečem, freelancerja, nekoga, ki je na SP-ju, nekaj zna. Ni s tem absolutno nič narobe in pač bistvo je, če si ne znate pomagati sami pri marketingu, najdite pomoč. Če to ni agencija, naj bo freelancer, če ni freelancer, nekoga zaposlite, skratka, najdite pomoč, ker brez marketinga boste danes težko vidni, boste težko prosperirali in boste težko dosegali dejansko svoje cilje. Danes, kot skozi oddajo govoriva, pomagate slovenskim in tujim podjetjem pri doseganju in seveda preseganju njihovih ciljev. Stranke pravijo različne, zato ker dostavi to, kar je obljubil, ker je agencija zelo odzivna. Pomagali ste jim do več samozavesti pri odločitvah in investicijah. Skratka, to so, tako vsi tisti, ki sodelujejo z vami, označili vašo prednost pred, lahko rečemo, konkurenco. Je ta huda tudi v Sloveniji? Ja, mislim, veliko je dejansko marketinških agencij in jaz absolutno nisem eden izmed tistih, ki bi pljuval po konkurenci. Dejansko obstaja kar nekaj marketinških agencij v Sloveniji, ki so dobre, pravzaprav ki so odlične. Je pa spet mogoče določene marketinške agencije so primerne za določena podjetja, določene marketinške agencije pa za druga podjetja. Zato, mislim, vsaj mi se res trudimo biti transparentni in se je že velikokrat zgodilo, da recimo prije do nas neka oseba, ki prodaja zelo specifičen produkt. In mi vemo, da taki produkti načeloma nam ne ležijo, mogoče tudi nismo v njih najbolj izkušeni in se je že večkrat zgodilo, da smo rekli, lepo, da ste nas kontaktirali, ampak glede na to, kaj vi prodajate, kaj delate, kakšna je vaša vizija, bi bilo mogoče podjetje XY za vas boljše. Tako da mislim, da če bi v bistvu v vseh panogah, se ne samo v marketinških agencijah, bil tisti, ki prodaja neko storitev transparenten in vedel, kaj so njegovi plusi, kaj so njegovi minusi, da bi na koncu bile stranke seveda dosti bolj srečne, ker mislim, da kdorkoli je imel negativno izkušnjo z marketinško agencijo, je imel zato, ker jih je sprejela neka marketinška agencija, ki bi bilo mogoče boljše, da bi jim rekla ne, ali pa zato, ker so se slabo na začetku zmenili, ali pa v najslabšem primeru, ker je bila marketinška agencija res slaba. Ampak ponavadi je problem nekje drugi. Seveda so rezultati merljivi, ne samo v dosegih na socialnih omrežjih, ampak tudi pri prodaji, kar je pravzaprav tisto, čemur stremite skupaj z naročnikom. Ja, absolutno. In načeloma se podjetja v Sloveniji delijo nekako na dva pola. Mislim, na več, ampak tisti, kateri mi pomagamo, se delijo na dva pola. Torej, ena podjetja so tista, ki nabirajo povpraševanja. To so ponavadi podjetja storitvene dejavnosti, ki je enostavno, ne vem, računovodski servis, ne vem, neka pravna služba, kdorkoli drug, ki mogoče prodaja storitve, torej to so povpraševanja in se lahko torej meri, koliko povpraševanj smo mi zdaj na novo dobili, kakšna je bila realizacija z teh povpraševanj, koliko imate vi zaradi tega več prometa, koliko imate več profita itd. Potem pa druga vrsta nekako podjetij so pa seveda podjetja, ki se ukvarjajo z spletno prodajo. Tam je pa v bistvu sploh merljivo, ker tam pa enostavno vidiš na svojem dashboardu oziroma nadzorni plošči, pač kam gre graf, kam grejo, koliko je odposlanih paketov, tam je pa dejansko vse transparentno. In kaj mislim, da je mogoče
neka naša posebnost, no, oziroma kar se res trudimo narediti. Mi, preden začnemo z nekom delati, mi se zavejamo, da je bistvo na koncu profitabilnost naročnika. In jaz res, mislim, mi kot ekipa probamo res razumeti njihove profitne marže, njihove stroške, pol uračunamo to, koliko mi uračunamo, koliko bomo približno porabili za oglaševanje. V bistvu še preden začnemo, morajo številke klapati. Torej, mi na podlagi izkušenj vemo, koliko približno lahko nekomu povečamo prodajo. In zdaj, če se on želi v enem mesecu povečati prodajo za 3-kratni obseg, mu pač rečemo, prosti, ne bom te tega obljubil, ne znamo, noben tega še v zgodovini praktično ni naredil, pojdi nekam drugam ali pa spremeni svoje pričakovanje. Tako da mislim, da ta transparenten pogovor o številkah na začetku je vedno zelo dobrodošel. Zanimiv podatek je, da tisti, ki so mlajši in pravite agilnejši, dosegajo še višjo rast, višji odstotek rasti. Zakaj je potrebno biti predrzen v poslu? Ja, predrzen, pa tudi treba se znati hitreje obračati. Recimo, če govorimo o neki, da ne bomo govorili o imenih, torej recimo neka otroška trgovina v Sloveniji, ki je hibrid med spletno prodajo pa fizičnimi poslovalnicami, torej če oni želijo povečati svoj promet iz 30 milijonov na 60 milijonov, pomeni, da morajo v enem letu dejansko podvojiti svojo spletno prodajo in podvojiti svojo fizično prodajo, kar pomeni, da bi moralo podjetje v enem letu odpreti, karikiram, 15 novih poslovalnic. To je toliko in toliko novih ljudi. Mislim, in večina podjetij na to ni pripravljena, ko so že velika enkrat 30 milijonov. In zato je vedno tako, da večja podjetja ponavadi rastejo počasneje. Tista mlajša podjetja se pa seveda dosti bolj agilna, dosti več prostora imajo za rast, tudi dosti manj so poznana, zato lahko seveda torej tudi 2-kratna rast na leto, mogoče celo 3-kratna rast v prometu, ni nekaj nemogočega. Filip Pesek, v napovedniku sem obljubljala, da nam boste v oddaji razkrili najnaprednejša marketinška prodajna znanja. Morda en skupek, povzetek današnjega pogovora s tem razkritjem bi se glasil kako? Da danes je skrivnost marketinga v tem, da si povsod, oziroma vsaj da probaš biti viden. Kaj pa, če te je preveč? To lahko tudi odbija? Lahko, ampak je saldo med tem, koliko ljudi boš pritegnil in koliko jih boš odbil, zelo, zelo, zelo pozitiven. Tako da to vprašanje je v bistvu precej irelevantno, oziroma ta kolateralna škoda, koliko ljudi bom odbil, je zanemarljiva. Tako da, to je skrivnost marketinga, biti viden in biti pri tem kreativen, ker če si ko neka lajna, pokvarjena, ker cel cajt isto stvar trobi, se te ljudje naveličajo, če pa si pri tem lahko še nekako kreativen, drugačen, drzen, pa se te dejansko ljudje, prvič te opazijo, pa dosti teže se te naveličajo. Imeli ste webinar, kako iz krize oditi kot zmagovalec, je mogoče? Če je mogoče iz krize. Torej zdaj, glede krize je tako, da delno so se začele določene stvari res spreminjati na začetku tega leta. Jaz mislim, da tisto najhujše absolutno šele prihaja. Ampak dejansko je, iz kjerekoli krize, tudi zgodovinsko gledano, je mogoče seveda oditi kot zmagovalec, se morajo pa v času krize ponavadi podjetja rahlo prilagoditi. Ali je to v svojem pristopu, ali je to v svoji cenovni politiki, ali je to v svojem marketingu. Absolutno obstaja upanje za vse, ki ste danes v poslu, vsi lahko preživite. Morate pa seveda se potruditi, ker brez dela se načeloma nad samo od sebe ne zgodi. In kako pomemben je mindset? Pravite, da čustvena inteligenca loči boljše od slabših. Se tega dovolj dobro zavedamo? Pravzaprav je to pomembno? Ne, tega se absolutno ne zavedamo, kako v bistvu je neka mentalna trdnost, da imamo reči vodje podjetja, vodje oddelka, skratka nekoga, ki nekaj vodi, to je zelo pomembna stvar. In če nekako ljudje znamo kontrolirati svojo lastno energijo, svojo seveda tudi čustvene odzive na razne dogodke, ker vemo, da je v podjetništvu, pač če ne znaš handlati vsakodnevnih pretresov, izzivov, požarov, pa se je uno zgodilo. Mislim, če te to spravi v slabo voljo, potem pač boš slej, ko prej ti dobil ali srčni zastoj ali nek drug zdravstveni problem. Zato treba se naučiti s tem pritiskom živeti in biti nasploh v življenju, ne samo v poslu, čustveno inteligenten. Še nasvet zame, čisto za konec. Zakaj ne bi prebrala knjigo Pisma za Leona? Avtor, katere ste, morda? A ste kdaj brali nek roman ali pa knjigo, ki vas je nekako potegnila vase, pa niste mogli odložiti?
Absolutno. No, obljubljam vam tak občutek. Odlično. Hvala lepa, Filip Pesek, ker ste prišli, ker ste nam postregli z svojo prodajno, lahko rečeva, strategijo. Ja, lahko rečem. In želim vam veliko uspeha. Morda za konec ste soprog Nastje, ki ima uspešno podjetje. Prodajno vidimo zelo pravzaprav ambiciozno zastavljene cilje. Ima protekcije pri vas? Vas pošteva je vse tisto, kar rečete, dejansko realizirano tudi? Dajmo se o tem pogovoriti v naslednji oddaji na Radiu Robin. Hvala tudi vam za obisk. Temu se v marketingu reče open loop. Torej, začela sva temo, nisva je dokončala. Mogoče kdaj drugič prijemo do nje, mogoče ne. Potem je tu roka. Hvala poslušalke in poslušalci in pomahava v kamero, pomahava vsem, ki so tole urico preživeli v družbi oddaje Koraki do uspeha, katere pokrovitelj je podjetje Spintek, častni pokrovitelj pa Goran Miškolin kot lastnik in direktor podjetja. Hvala tudi pokrovitelju. Lep dan še naprej želim, Martina Arčon. Radio Robin.